Plod, prosim. Gremo na intenzivno enoto, otroško. Plod, prosim. Zdaj so nas klicali, da naredimo en ultrazvok glavice pri novorojenčku. Plod, prosim. Jaz sem Domen Plod, radiolog na Kliničnem inštitutu za radiologijo v UKC Ljubljana. Sem vodja oddelka za pediatrično radiologijo na inštitutu, kjer se ukvarjamo z diagnostiko, radiološko diagnostiko otrok. Intenzivna enota je skozi hodnik na desni neposredno povezana z operacijskimi dvoranami. Tako da, če je kakšno urgentno stanje, gredo te otroci lahko direkt v operacijsko oziroma obratno, otroci iz operacijske pridejo direkt v intenzivno enoto. Jaz se z radiologijo ukvarjam ves čas. Večino mojega življenja v zadnjih letih praktično predstavlja radiologija. Ne samo v službi, tudi popoldne, ali gre za raziskovalno ali pedagoško delo s študenti. Skratka, večino časa sem radiolog. Kirurg po pregledu posumi na akutno vnetje slepiča. Bi pa siguren, preden bo šla domov, naredili ali CT ali pa magnet. Skoraj da, ko ne spim pa jem, se ukvarjam z radiologijo. Lahko bi k nam pripeljali. A jih pokličem, da naredijo napotitev? Intenzivna enota za nedonošenčke je pa v porodnišnici, tako da moramo v porodnišnico preko rovov. 9 pokličite, bomo vedeli, koliko časa se bomo v intenzivi zadržali, da ne boste tam z otrokom čakali. Od danes po noči hude bolečine v trebuhu, vejca najbolj v desnem spodnjem kvadrantu. Pogosto za te dodatne stvari, raziskovalne narave ali pa za dodatno izobraževanje študentov zunaj rednega pouka, enostavno ni časa. In če želiš kaj takšnega ustvarjati, gre to lahko samo na račun prostega časa. Naše glavno delovanje je pokrivati predvsem oskrbo otrok v enoti intenzivne terapije. Tam je en nedonošen otrok, oni so zelo občutljivi za cel svet, tudi na svetlobo, zato so velikokrat zagrnjeni. Gre za eno prezgodaj rojeno deklico, ki je ob rojstvu zakrvavela in se je ta krvavitev zakomplicirala s tem, da so se možganski likorski prostori zamašili. Imela je ona en zdaj poseg razbremenitve tega. Doper je boljši, ne? Doper je prej bil diastoli na nič. Nedonošenček, ko se rodi, so vsa njegova tkiva v bistvu še nezrela. In ta tkiva, zelo laično rečeno, niso še narejena, da pridejo na tak kruti svet, če tako rečem. Celotne Slovenije otroci, ki imajo neke hude intenzivne bolezni, pridejo sem in potrebujejo najbolj temeljito intenzivno nego in po drugi strani tudi radiološko oskrbo. Tu je magnet ploda, tukaj lahko vidite, tole je glava z možgančki, tukaj je potem trupek. Če pogledamo, tole so pljuča, torej prsni koš, trebušni organi, jetra, črevesne vijuge, tukaj potem ritka pa nogice. Tako da se lahko načrtuje porod, da se lahko načrtuje že preden se otrok sploh rodi, da bo takoj ustrezno oskrbljen. In v bistvu tudi že pred rojstvom otroka sodelujemo v potem obravnavi, katero bomo po rojstvu tudi takoj sami začeli. Poleg tega skrbimo tudi za otročke iz infekcijske klinike in pa vsakodnevno imamo odprto ambulanto za vsa urgentna stanja otrok iz celotne Slovenije. Ok, prevedem. Enega otročka s sumom na akutno vnetje slepiča so kirurgi ravno obravnavali in ga bomo pregledali še z ultrazvokom. Koliko časa te že trebušček boli? Jih je treba na nek način jim stopiti bliže, se truditi in približati, da lahko te preglede izpeljemo. Potem pa ne nazadnje zelo pomemben faktor tukaj je pa to, da otrok ne pride sam. Poleg njega običajno prideta še eden ali pa dva zaskrbljena starša. Mami ali oče videl, se pa lahko takole zraven pol usedeta. Razumljivo imate neizmerno skrb za svojega otroka in v tej luči je treba tudi njih oskrbeti. Seveda ne s pregledi, ampak z sočutnim in korektnim pogovorom. Pregled traja par minut, ker je treba pač vse strukture natančno pogledati. Se enkrat kar dobro kaže, veš. Tako da zgleda, da slepič ni vnet, tako da ne bo rabo operacija. Na srečo, večina bolezni pri otrocih ni zelo hudih in otroci zelo dobro okrevajo, kar pomeni, da je
bo večina zgodb imela dober konec. Žal pa ni vedno tako. In kadar so te zgodbe tragične, so pa še toliko bolj tragične in se te lahko zelo dotaknejo. Seveda, tega odmisliti ne moreš. K nam hodijo specializanti, predvsem, če ima kdo kakšnega mlajšega otroka še doma, se zna tudi zelo navezati. Večkrat smo tudi kakšne solze strani specializantov videli med pregledovanjem. Situacije znajo biti zelo čustveno intenzivne in to je pa, delamo z ljudmi, to je normalno. Tudi mi smo ljudje. Kad te odločitve sprejemaš, je tudi sam tebi lažje, da imaš veliko znanja, na podlagi katerega lahko te odločitve sprejemaš. Tako da sem tudi tam pridobil kar nekaj znanja in izkušenj iz tega področja. Na srečo imamo mi na medicinski fakulteti večinoma študente, ki so zelo zainteresirani za pridobivanje znanja, tako da je takšne študente v bistvu veselje učiti, ker vrtajo vate, kako da pridejo do teh znanj. Jaz sem imel veliko srečo, da sem med specializacijo imel tako dobro mentorico iz pediatrične radiologije, dr. Živa Zupančič, ki je specializacijo iz pediatrične radiologije opravila v Združenih državah Amerike, v Boston Children's Hospital, ki je vodilna pediatrična bolnišnica na svetu. In ona je vse to znanje z veliko vnemo, neverjetno z veseljem predajala. Veste, kako je danes v zdravstvu. Čakalne vrste, ljudje dolg časa čakajo, na urgenci čakajo po 10 ur. Ne čakajo brez razloga, čakajo zato, ker imajo nek hud problem. Tako da res čutiš, da si nekaj koristnega naredil, da ta hud problem pomagaš odpraviti. Ker te na ta način to izpolnjuje, da si nekaj dobrega naredil.